Voda je dragocen vir življenja, nepogrešljiva je za naravo in našo okolico, kjer živimo. Voda predstavlja približno 2/3 teže našega telesa in človeško telo ravno zaradi tega potrebuje vsaj 2 litra vode dnevno, ob naporih tudi več. Na Zemlji sta samo 2% sladke vode, od tega je kar 70% vode vezane v snegu in ledenikih. Kljub obilici vode na planetu pa žal vsa ni primerna za uporabo, saj jo človek čedalje bolj onesnažuje. Da bi zavarovali vse vodne vire in zajetja, so strokovnjaki 2. februarja leta 1971 v iranskem mestu Ramsar podpisali konvencijo, s katero so želeli zavarovati in ohraniti vsa mokrišča mednarodnega pomena. Konvencija je bila nujno potrebna, saj so zaradi uničevanja in spreminjanja teh pomembnih ekosistemov začele izginjati živalske in rastlinske vrste. Na svetu je 2075 mokrišč mednarodnega pomena in pokrivajo več kot 197 milijonov hektarjev po celem svetu. Ta mokrišča se nahajajo v 164 državah, pogodbenicah Ramsarske konvencije. V Sloveniji imamo 3 mednarodno pomembna mokrišča: Sečoveljske soline, Škocjanske jame in presihajoče Cerkniško jezero. Mokrišča vsekakor tukaj igrajo zelo pomembno vlogo, ker mokrišča so del vodnega kroga, so pa tudi del vsakega porečja, vsakega, območja, kjerkoli so vode, so mokrišča in obratno. In zato tudi govorimo, mokrišča ohranjajo vodne vire, ker vodni viri so tudi odvisni od mokrišč. Če mokrišča uničujemo, v bistvu odvajamo vodo iz pokrajine, kar se je tudi v Sloveniji že zgodilo. Tako da po eni strani mokrišča so, včasih rečemo, spužva pokrajine, ker nekako povlečejo vso to vodo nase in recimo Škocjanske jame tudi, ko je veliko vode, se jame napolnejo in potem se ta voda porazdeli po podzemnem sistemu. Ali pa Cerkniško jezero, ko se napolne in potem počasi gre voda v podzemlje. No, druga stvar, ali pa ena od značilnosti mokrišč je tudi, da jim rečemo, mokrišča so ledvice pokrajine, ker nam prečiščujejo vodo. Ravno zato, ker so to tudi biotsko zelo pestri, zelo raznovrstni ekosistemi. Tukaj se voda ne samo zadržuje, ampak tudi prečiščuje. Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2013 razglasila za mednarodno leto sodelovanja na področju voda. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pristojno za področje upravljanja voda, pa bo dogajanja obeleževalo s sloganom Vode povezujejo. Precej aktivnosti s področja ohranjanja voda in vpliva vode na ljudi bodo organizirali tudi v Škocjanskih jamah. Predvsem bo poudarek na reki Reki, ki je ustvarila edinstveni vodni sistem na tem delu Krasa. Spodbujamo raziskave na reki, predvsem zato, da lažje razumemo sam sistem reke, ki ponira v Škocjanske jame, pa podzemnega toka naprej od Škocjanskih jam proti izvirom Timave. V tej zvezi smo v zadnjih 2 letih izvedli raziskave, potapljaške raziskave zadnjega sifona v Škocjanskih jamah. Zaradi slabih pogojev je bil sicer preplavan zgolj prvi sifon in so raziskali potapljači stranski rov mrzle vode, vendar v letošnjem ali pa recimo v naslednjem obdobju želijo povezati obe jami, Škocjanske jame s Hačno jamo, s čimer bi nastavili večjih sistemov v Sloveniji, čez 20 km. Po drugi strani vzpostavljamo padavinski monitoring na Snežniškem pogorju. Vemo, da je Snežnik kot visoka kraška plenota eno najbolj namočenih območij v Sloveniji z ogromno količino padavin, tja do 3-4 metre letno. No, drugi del pa poteka recimo v bolj smeri izobraževanj in ozaveščanja širše javnosti o pomenu vode kot takšne, pa predvsem o recimo ranljivosti kraškega vodonosnika. Mokrišče, ki se razprostira na območju Škocjanskih jam, je izjemno bogato z rastlinstvom. Tu so nahajališča nekaterih redkih ali ogroženih vrst, kot so bršljanov pojalnik, Justinova zvončnica, primorska preobjeda, resasti ožepek in rdeče plodni brin.
Na teh mokriščih okoli jam rastejo tudi rastline, ki so še nekakšni ostanki iz ledene dobe. Tu domujejo tudi številne redke živali oziroma endemiti, ki jih najdemo samo na tem koščku Krasa in nikjer drugje na svetu. Nekaj posebnega so tudi netopirji in ostale jamske živali. In med njimi recimo je ravno en rakec, ki je bil pred leti opisan kot nova vrsta. Ravno sedaj pa potekajo raziskave, ki bojo to potrdile ali ovrgle. Jaz upam, da bojo potrdile, kajti gre za enega seveda zelo mečkega rakca, ki živi v podzemnih vodah teh naših jam in ga nikjer drugje na svetu še ni bilo ga niso še našli. Javni zavod Park Škocjanske jame v šolskem letu 2012-2013 razpisuje še literarni natečaj na temo voda, predvsem o vlogi in pomenu mokrišč, o poplavah in pomenu reke za ljudi, ki živijo ob njej. Učenci pa bodo lahko v svoje naloge opisali tudi prijetne spomine, povezane z reko v domačem kraju. Izbrana najboljša dela bodo objavljena 24. maja.